Šraubat avte! Lah, yes we can! Zdaj serijsko kupimo konjo to. Matej, ko? Sledivom. Vajesti si. Prav lušten je bilo prejšnji teden. Fino se videti v živo in ne samo preko Facebooka ter spiti kakšno pivo. V novi epizodi pa nas čaka nova akcija, tokrat v Šiški, v Ljubljani. Čist je že pist, čist. Jaz imam 44 let, pa sem mislil, da imam že kakšne izkušnje z ženskami, ampak 1 uro žensko miri, da smo skoraj že tukaj, da smo za ovinkom, pa dejansko smo res za ovinkom, ampak ona ne ve. Ulo Furlan hočemo presenetiti z enim posebnim avtom, ki ga je ona že vozila oziroma se je z njim vozila 10 ali pa še let več nazaj. Zdaj Tadeja čakamo, da pride s tem hudim pick-upom in ful zamujamo in je ful drama, ker nam bo Ula ravno kar ušla in pol ne bo nič od epizode. Pa je to v bistvu vse, kar boste videli od epizode. Peljali smo ti ta hud avto, s katerim si se ti že peljala. Tako, ne vem. Zdaj kao vse v redu, a veš. This is how you leave a girl hanging, ampak bolje pripeleš kao spomini za 14 let. Vse ti je oproščeno. Hello. Hi, nice to meet you. Se vidimo v delavnici. To. Kam gremo, na morju? Iz Ljubljane v Portorož. Genau. Se vidimo na morju, ajde. Kaj pa to, ker sem v najbolj legendarnem avtu možno, v katerem sem šla z Malefikom iz Ljubljane v Portorož, da grem pa z Tadejem v delavnici. Šraubat avte! Ja, midva se zdaj že na avtocesti proti Portorožu. Dio! Ja. Tako da boste mogli brez najo posneti danes. Prav, ki si ga sam. Ja, ekipo imate tam, tako da se te že znajdete. Sva in gremo delat. Zdaj jaz preživljam. To je zdaj tvoja nova pisarna, zato nima več čas, da bi svetoval digitalnim medijem in služil mastre pare. Žal je pač kles, da je on doma. V redu je bilo pri 15 letih snemati videospot, predvsem je bilo zelo v redu, ker je Magnifico rekel, da bi bila v mojem videospotu. Tako da se mi je to zdela v bistvu, če danes pomislim nazaj, je bila to izjemna priložnost in čas. Takrat sem bila pa sam navihana mula, pa sem bila japarda. Smo nisem dojela točno, kaj se dogaja. A viš, kaj isti ptiči skapletajo, ne? Kjeri? Ja, to stari ptiči. Aja, se kar ne vem samo to. Oprost, taj pa malenko starejši vsem, kaj jaz. Kaj jaz pri drugi svetovni vojni še nisem sodeloval. Ta tudi ne. Ok, Ula, boš ti povedala, kaj imamo tole? Kaj to bremzo moramo nastaviti, oziroma boben od bremze, če sem ga pravilno poročala. Nekaj tazga, ja. V bistvu je to eno od najbolj pomembnih delov kombija, ne? Ker tukaj gor je volan, so zavore in vse. Tako da od tega, kar boš danes naredila, je odvisen, koliko varam bo Matej res pritiskal. Nič hudega, 45 minut sem čakala. A ti daš Matej prid, bomo naredili najprej en pregled. Jaz sem danes jebe na stranki cel dan. Spodaj so zavore, Dobro. pa boš ti tele dve matice kar snela, pa bomo... Kaj se pravi, moram zdaj sistem tega lotiti. Tako. In pa ga dati Pa bomo takole. pogledali, v kakšnem stanju so te zavore. In pa bo takole. Jaz sem tem sploh nekaj spet. Prva matica iz bremze. Ok, tukaj noter ima ležajček, zaradi njega se ta zadeva sploh vrti. Tako da zdaj pa ti to fajn zagrab, pa probi pomigati dol. To naj dvignem. No, vidiš, se gre. Lah, yes we can! Zdaj bomo malo Mihata povabili, da nam pove, v kakšnem stanju so tele zavore. A ima to sploh smisel obnavljati? Ali misliš, da bi Miha mi kaj drugega naredil na tem avtu? Glede na to, da bomo imeli avto skozi obtežen,
Pa da bo imel motor tam nekih 150 konjev, kaj predlagaš? Zdaj serijsko koliko ima konjev to? 28. Ja. Zdaj te zavore so predimenzionirane teh 28 konjev, tako da tukaj, kar bi se splačalo narediti, je zamenjati te bomnaste zavore z diskastimi. Zdaj mi imamo opcijo, da se zavorna čeljust pač naredi surova, se pobarva na želeno barvo, pa vgravira noter se želeni logotip. Sprav bi lahko imeli te zavore Birbuli logo. Seveda. Kje pa bi bilo to? Če koga povoziš? Da ve, kaj ga izdelal. Zdaj še rabim prste. Tukaj so. 10krat. Evo ga. Zdaj se je ogrela. To je good, pa z levo, ne? Se pravi, še eno. Level 1, kljubce, ustavljeno, evo, rezultati. Level 2. To me zdi, da se čaka. Ajde, kaj zdaj prinesem. Tako sva? In zdaj? Šrapaš. Ja, tako ja, si jaz predstavljam tega stvari. Sva? Ja. Moramo valjda stran, bomo kupili malo. Okej? Tako je. A mi malo odtegneš? Okej. Ne. To je bil od Mateja. Ja. Vsega ne bo rado, vse je v redu. Ško mi pravimo, nikoli na silo, če ne gre vzam večji kladov. Okej. Evo, to znam. To sem, kaj pa kaj, kako, kaj? Kaj tlejo dar, da jo spijejo. Pa nikoli še ni res ga videla očitno. Ne vem, če bomo to uporabljali. Matej, ko Sledivam. vesti si. Moja nočna mora. Da te zdaj porošati s plastičnimi rukavicami, laupa za porošati. Drž. Evo. Tole so pa vzmeti našega bulja. To bomo tudi očistili, te so čisto v redu. Evo podobno. Ne! Hvala. Super je bilo. Imate telefonček, en Predlagam, story. da prijete se sem zbujati, zaradi tega, ker to je pa boljš kot fitness ali pa kjerkoli druga delavnica. Presežem neponovljiva in nepozabna izkušnja. Hvala še. Hvala tebi. Evo, Ula je ena zabavna punca, pa tudi precej spretna, kot ste videli, Prema ni predstavljala nobenih ovir, čeprav ni še nikdar v življenju nič šraufala. Ne. Pa mislim, da smo zelo fajn presenetili s temle Fordom. Zahvalil bi se pa še Tomažu iz Dream Machine, ki nam je tale avtoček posodil za danes. Tako, misija presenečenja za Ula je uspela, še ena epizoda je končana. Fajn teden želimo, čez 7 dni pa se spet gledamo. Ne pozabite se naročiti na nove epizode. Živjo!